23. septembra smo, ko praznujemo Mednarodni dan znakovnih jezikov. Vedno, ko omenimo znakovni jezik, se spomnimo na tiste, bomo rekli, vsaj jaz, na tisto svetlolaso gospo, ki je večkrat na televiziji Slovenija pri Radovednem tačku uporabljala znakovni jezik za gluhe in naglušne otroke. Ali bi jo razumeli samo slovenski otroci ali tudi ameriški, pa preverimo v nadaljevanju. Z mano je Mojca Komelj iz Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Severno-Primorsko sedežem v Novi Gorici. Mojca, dobro jutro. Če misli, da sem pozabil prižgati mikrofon, se motite. Mojca mi je odgovorila znakovnim jezikom. Evo, povejte mi, kako praznujete današnji Mednarodni dan znakovnih jezikov v vašem društvu, Mojca? Kar lahko bližje mikrofona, takole, ja. Mednarodni dan znakovnih jezikov v bistvu sopada z Mednarodnim tednom gluhih. To je teden, ki se ga praznuje po celi Sloveniji. Mi smo to letos malo prehiteli, ker je bila ta prireditev v Kopru že 13. septembra. Drugače pa se probamo nekako izpostaviti znakovni jezik, pokazati, kaj je ta jezik in se na nek način predstaviti. Sicer tu Slovenci imamo prav svoj dan znakovnega jezika v novembru, je tako? Ja, Slovenci imamo svoj dan, to je 14. november in sicer je to izbran ta datum, ker je bil takrat objavljen zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, to sicer že leta 2002, tako da na tem področju Slovenija kar predna. Lepo, lepo. Sicer pa, a se jeziki med seboj razlikujejo po svetu, tudi znakovni? Torej, so kretnje za isto besedo v različnih državah različne? To je eno vprašanje, ki vsi mislijo na začetku, da je isti jezik po celem svetu, ne? Jeziki se med seboj razlikujejo. Obstaja sicer mednarodni znakovni jezik, ki je recimo tak, ki se ga pa moraš tudi naučiti, da ga kar znaš. Kot recimo angleščina po celem svetu, imate tudi... Je mednarodni znakovni jezik in pa drugače vsaka država ima svoj znakovni jezik. Bi prepoznali, iz katere države prihaja tisti, recimo, ne vem, danci drugače mahajo? Pa recimo gluhi uporabniki, ki so res v tem verjetno hitro zaznajo razlike med znakovnimi jeziki. Jaz sicer sem tudi tolmač znakovnega jezika, znam slovenski znakovni jezik. Če vidim, kjer jezik z druge države, mi je pa že težko. Se bi zaznali, da ni slovenščina? Ni zaznala, ja, ker ne bi razumela. Kaj pa balkanske države, ki smo si bližje, so podobnosti? So bolj podobni. Je pa recimo tako, ne, recimo tle na Goriškem imamo prevzete tudi kretnje iz italijanskega znakovnega jezika. Tako da se tudi malo razlikujejo kretnje po Sloveniji, recimo. Torej, imate kretnje tudi v narečnih skupinah? Recimo, da bi lahko bilo narečje, ja. Zelo zanimivo. Recimo, kako se pa znakovnega jezika prvič, kako se soočijo učenci oziroma uporabniki? Ja, zdaj pred časom, pred leti so se ponavadi v šolah, ne, ko so hodili v šolo, so bili zavodi za gluhe, so ga uporabljali pač v zavodu in so se tam naučili znakovnega jezika. Ker vemo, da gluhi otroci večinoma se rodijo staršem, ki slišijo in te otroci nimajo doma znakovnega jezika. Res je, ja. Če se pa otroci recimo rodijo v družini, kjer so starši gluhi, tudi če so otroci slišeči, lahko rečemo, da je njihov materni jezik znakovni jezik. Zanimivo. Ker je tisti, s katerim zrastejo, ne? Torej, če prav razumem, če mi slišimo, pa otrok ne, se morajo seveda tudi starši potem naučiti znakovnega jezika. Morajo, zdaj so drugačne, nekateri ja, nekateri ne. Ne bom rekla, da je to prav praksa, da se starši naučijo. No. Dostikrat je tako, da otroci potem, ko odrastejo, ga sami poiščejo. Danes, ko so otroci integrirani, hodijo pač v redne šole in če niso imeli prej stika, če čutijo, včasih pridejo na društvo, se ga kasneje naučijo, eni pa lahko zmorejo tudi brez. Gluhi so zelo, zelo širok spekter načina komunikacije imajo. Ne uporabljajo vsi znakovnega jezika. Kako pa potem nadomestijo? Mogoče s slušnimi pripomočki, zdaj neki so slušni aparati, potem je polžev sadek, ki je operativni poseg, ki pomaga pri poslušanju in pa odčitavanju iz ustnic. Mojca, dajte mi povedati, a obstajajo kretnje za čisto vse besede, ali morate kdaj spremeniti kak stavek, da se izognete besedi, ki nima svoje kretnje? Ne obstajajo kretnje za vse besede. Se potem prilagodimo pri tolmačenju, recimo, ali se beseda odčrkuje, ali se dobi neko sopomenko, oziroma recimo
Se pa pojavijo besede, recimo, ki nismo jih nikoli uporabljali. En tak primer je bila recimo beseda koronavirus, takrat, ko se je pojavil. Seveda, ja. In prej noben o tem ni govoril, se pravi, kretnja ni obstajala. In potem, ko se je pa to vsakodnevno začelo govoriti samo o tem, je nekje bilo treba poiskati kretnjo in so jo pač določili, glede na to tudi, kako se je uporabljalo v tujini. Kako izgleda, sicer bomo opisali našim V poslušalcem? bistvu nekako posnema obliko koronavirusa, pač krogle in tiste izrastke, ki jih imel ven. No, zanimivo. Zanimiva kretnja je za ljubim te. Ja, oziroma rad te imam, to je mednarodna kretnja, ki jo dostikrat zamenjajo ali s Spider-manom ali z rock'n'rollom. Rock'n'roll, torej to ni rock'n'roll, kako je pa pri vas rock'n'roll? Rock'n'roll, kaj je zdaj, ples, disko, obrnjena roka. Obrnjena, ljubim te, obrnjena. Ja. Mal narcisno, sam sebi rečeš ljubim te. Tako je. Imajo kretnjo mogoče tudi imena? Kako je z imeni? Imena, osebna imena. Osebna, tako. Ja, v bistvu vsaka gluha oseba ima v bistvu svojo kretnjo. Jaz sem recimo Mojca, ampak ne črkujejo mene Mojca vedno po črkah, da bi me poklicali, ampak mi pokažejo kretnjo nekako na očala, ker sem dobila po očalih, ki sem jih nosila. Tako. In veliko gluhih dobi po neki njihovi osebni značilnosti ali pa jo podedujejo mogoče od staršev, tako so imeli starši, tako imajo potem tudi otroci podobno kretnjo. Torej, jaz sem Sandi, lahko bi kaj, brada? Brado mogoče, ja. Ali pa ha. Tudi lahko. Rad zakrčim noter mikrofon, ha. Ja. Evo, kaj pa imena krajev, Nova Gorica? Nova Gorica, imena so tudi, recimo Nova Gorica, naredimo kretnjo za novo in tako pokažemo, ker da bi obešali perilo, smo raziskovali, zakaj tako, ne vemo prav točno. Kraji, kjer jih večji kraji imajo imena, zdaj kakšne manjše vasi, če tam živi kak gluh, potem zna biti, da se je nekako določilo neko kretnjo. Mi tle na Primorskem, naše okoliške malo večje kraje smo določili kretnje, kako jih poimenujemo. No. Ljubljana, kaj to skok žabe? Ne gre tako. Pokažemo L in pokažemo. Tako, je pa več. Tudi za, recimo je pa tako, tudi za eno besedo obstaja več kreten, recimo, ne? Zanimivo. Primer, recimo? Recimo teden. Nekaj z eno čokolado je tudi bilo. S čokolado? Dajte povedati to s čokolado. To mi je pravila pač ena gluha punca, ko je bila še mala, sta šle s prijateljico v trgovino, obe gluhi, in pač pravi ena druga ideja, kupiva čokolado. Ta druga pravi, ne, kako se ne moreva tega kupiti. V bistvu je prišlo do zapleta, ker tako, ko pokažemo pri nas narečno čokolada, se po Sloveniji pokaže šnopc. Torej, pejmo po šnopec, ne? Je razumela druga. Ja. Takole, evo, hvala lepa, Mojca. Zdaj pa za konec vas prosim, če v kamero, seveda naši poslušalci bodo to lahko videli na družabnih omrežjih, kažete moj zaključek tega intervjuja, tako da, če ste pripravljeni, evo, z nami je bila Mojca Komelj iz Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Severno Primorsko s sedežem v Novi Gorici. Kako gre meni uporaba znakovnega jezika, pa preverite na naših družabnih omrežjih, vse bomo posneli in dokumentirali. Sandi, pejdi v rit. Ma kaj pa vi kažete? Ma Mojca, ma tu se ne kaže!